Sem Nina Milošič Slapšak, sem lastnica podjetja Odori, ki se ukvarja z naravnimi čistili in kozmetiko. Sem mamica 3 otrokom in sem zavzeta, zagrižena podjetnica, ki se ne ustraši nobenega izziva. V bistvu podjetništvo, nisem se prav odločila, da bom podjetnica, ampak na faksu sva s sošolko, študirala sem kemijsko inženirstvo in sva se odločili, da bi izdelali za darila mila. Iz tega je v bistvu prišla ideja, da bi jaz ta mila naredila za hotel. In tako se je nekako preko v bistvu te ljubezni do kemije in zelišč, ki pa sem jo dobila od babice, sem nekako razvila pol to nekako podjetniško idejo. Res je, da sta tudi starša imela včasih podjetje, tako da to nekako mi je že malo v družini, ampak čisto spontano sem v bistvu prišla do tega in si zdaj ne predstavljam, da ne bi bila v podjetništvu. Ja, res je, mama 3 otrokom sem in velikrat je neizmerno naporno oziroma je pač ta urnik res nor. Zdaj, porodniške nisem imela, niti enkrat, niti drugič, čeprav tretjič sem si obljubila, da jo bom imela, pa je na koncu tudi nisem imela, ampak se mi zdi, da so vsi, ki so tudi z mano v podjetju, pa predvsem moj mož mi je res ogromno pomagal pri temu, da smo uskladili in vse podredili pač temu, da sem jaz na koncu še vedno lahko bila in mama in čim bolj prisotna v podjetju. To materinstvo mi je materinstvo je nekako naredilo, kako bi rekla, neko vtis pri meni, da sem tudi začela na stvari malo drugače gledati. Tudi kot podjetnica gledam drugače na ene določene stvari, vidim, da mogoče zelo rada imam svoje podjetje, zelo rada imam svoje delo, ampak družina mi tudi ogromno pomeni in v bistvu tega ne razumem kot neko odrekanje. Res je, da prostega časa praktično nimam in je vse podrejeno, služba, otroci, kam gremo, organizacija, ker so vsi še res majhni. Tako da velikrat je izjemno naporno, ampak se mi zdi, da nekako in s pomočjo pač moža, Denisa in prijateljc, ki razumejo to, da to pol nekako, ne vem, ni tako grozen, kot se sliši mogoče. Ja. Mogoče mi je bilo na začetku podjetniške poti najbolj, težko sem se uveljavila. To pomeni, vsi so mogoče malo podcenjevali mojo vlogo v podjetništvu, ampak mi je tukaj pa zelo pomagal projekt Štartaj Slovenija, ker nekako so nam oni dali to verodostojnost, da verjamejo v nas, da imamo kvalitetne produkte in v bistvu je bil to en zelo velik tak push, ki nam je pomagal, da smo se lahko prebili na trg. Pol pa, tako kot jaz pravim, dobra beseda seže v 9. vas in to res drži, za tem jaz stojim in bom vedno stala in se mi zdi, da se res vsi v ekipi trudimo, da delamo izjemno kvalitetno. To nam je res na prvem mestu in s pomočjo v bistvu nekako referenc, ki so same govorile za sebe, smo prišli do tega, kar pač zdaj delamo. Ja, če se obrnem nazaj, bi sigurno mogoče že prej dala, kako bi rekla, že prej bi dala večjo vrednost temu, da se ukvarjamo z ekološkimi čistili. To pomeni, včasih nismo dali te pomembnosti tudi sami embalaži. Zdaj pa v bistvu gradimo celo zgodbo. To pomeni, da se zavedamo, da če želimo res nekaj spremeniti, moramo celostno gledati na to. In smo začeli projekt v bistvu, da od osnovnega elementa, kakor je sama embalaža, do vsebine, vse stremimo k temu, da je izdelek res naraven, ekološki, prijazen. Res je, da je to v tem času kar izziv, ker so izdelki vseeno zaradi tega malo višje cenovnega razreda, ampak mi se ne damo in še vedno strmimo in verjamemo v to, da kvaliteta in v bistvu vsebina, ki je okolju prijazna, je naša prihodnost, tako da ostajamo na tej poti in tega zagotovo ne bomo spremenili. Odori podjetje obsega 12 zaposlenih, pri nas v bistvu delamo od začetka do konca. To pomeni, ko pridemo z neko idejo in razvijamo izdelek, pregledamo trg, uredimo vso dokumentacijo in v bistvu pridemo do končnega izdelka. To pomeni, skrbimo v mestu za tehnologijo, proces, razvoj, kakovost. To pomeni vse od A do Ž, razen pač embalaže, ker tega ne moramo izdelati v našem podjetju, v bistvu naredimo pri nas.
Pri 12 zaposlenih je odgovornost, jaz se čutim tudi kot mama, ker imam marsikatero mamico tudi kot zaposleno in v bistvu, če se soočam s kakšnim izzivom, kakor je pač trenutno moram reči, da dobro delamo, da sem zelo vesela, da je tako, ampak to je nekako največji kamen, če lahko tako rečem, da tudi vem, da imajo oni svoje družine, otroke in nekako sem kar neka mamica njim, ker vem, da moram poskrbeti za njih. Tako da to je res moja prva naloga v podjetju in to si nekako vedno, to je glaven cilj in si ne bi nikoli odpustila, če ne bi poskrbila najprej za zaposlene. Se mi zdi, da starša kot podjetnika sta bila še vedno, kako radi rečemo, obrtnika. To pomeni, sta me res naučila te delovnosti pa vztrajnosti in to se mi zdi ključno pri podjetništvu. To pomeni tudi moja ekipa in jaz, ko dobimo nek nov projekt, izziv, se nikoli ne ustrašimo. To pomeni, res smo vsi, takrat, ko je najtežji, stopimo skupaj in ne rečemo, ojoj, spet to ali pa kakorkoli, ampak rečemo, ok, kako bomo zdaj to rešili. In se mi zdi, da te dve ključni lastnosti, kakor sta vztrajnost pa delovnost, da ne glede na to, kakšne izzive bomo imeli kot ekipa, ker bodo vedno izzivi, jih bomo lahko premagali. Ja, predvsem se mi zdi ključno, če se nekdo, ki je res na začetku svoje poti, ki je mlad, loti podjetništva oziroma neke ideje, ki je ustvaril, da je vztrajen in da verjame v neko svojo vizijo, ki si jo je zadal. Ker v vsakem trenutku bojo izzivi, tako kot v družinskem življenju, tako kot v podjetništvu in se mi zdi ključno, da nekako premagaš to, da verjameš v sebe, tudi ko je izjemno težko, ker samo tisti, ki so res vztrajni, lahko pridejo do cilja, ki so si ga zadali na začetku. Najbolj sem ponosna na ekipo in sicer, da točno to, kar sem rekla, da smo res vztrajni, da stopimo skupaj, da premagamo tudi tiste največje izzive ali pa ne vem, če je treba nadure delati, da nek projekt zaključimo, da stojimo skupaj in da se res ne ustrašimo nobenega izziva. Za prihodnost si želim, da bi se v bistvu Dori podjetje razširil tudi na tuje trge. Trenutno smo prisotni samo v Sloveniji, tako da čez 5 let se vidim nekako, kako bi rekla, kot mednarodno podjetje, ki se bomo pač res poskušali konkretno razširiti.